Pozdravljeni, moje ime, še enkrat, pozdravljeni, moje ime je Matic Leva in to je 5 minut ali manj mini oddaja, kjer govorim karkoli mi pade na pamet, ne. V tej oddaji se ne bom premikal, ker pač je še zdaj temno, oblačno je in bi bila preslaba svetloba, da bi me sploh normalno videli. Zato sem se pač ustavil pri cestni svetilki in bom pač posnel vse tukaj pred cerkvijo, zdaj, če vas zanima, ne. To pa tam se roko moja vidi. Okej. Te oddaje so kar precej popularne vidim, mislim res ogromno komentarjev dobim, pa gledal kar normalno število, tako je na Minecraftu, tako da bom še so kar delal nekaj časa, to bo zanimivo, ne. In me zanima, koliko se včeraj gledalo Free Fall Jump. Free Fall Jump, torej prosti padec iz stratosfere. Se ne vem, koliko vas je danes gledalo, jaz sem gledal, pač tisto, kar ga je bilo, ker padec tak in tak ni bil, ne, ampak so hodili narediti padec, pa je pač bilo preslabo vreme, ne. Ok, pa da razložim, za kaj se gre. Red Bull je v sodelovanju z enim padalcem, Felix Baumgartner ali nekaj v tem smislu, ne vem zdaj točno, kako natančno je ime njegovo, so rekli, ok, gremo podreti rekord, ne, za najdaljši skok. Najdaljši skok je do zdaj menda 11.000 metrov nadmorske višine, torej za 11.000 metrov nadmorske višine je najvišji človek skočil, 11 pa nekaj, ne, med neko vojno operacijo, pač ne vem, kaj, pač skočil je, ne. In oni so rekli, ok, mi bomo pa stratosfere skočil, to je 36.000 metrov, torej 36 kilometrov nad površjem zemlje. Oni skočil ven, bo prosti pad naredil. Zračunali so, da bo prebil zvočni zid, kar bi načeloma lahko bil problem, ker pač tu nastajajo pol ogromne sile, ko prebije zvočni zid, ampak ker bo to še precej visoko, oziroma pač kao so zračunali, da ne bo tako hude panike, ker je tako dojedek zrak, da se to ne bo čutilo, ne. Tako da ni panike, ne bo, ni problem. Ampak kako zdaj on misli skočiti? Misli dejansko 36 kilometrov skočiti, tako samo z teleskopom, torej spacesuitom, čelado, predvidevam, da ima tu kakšna stvar za dihanje noter, ne, pač neko plinsko mešanico, pa ne, ker reči bi te tako zadušil v tisti čeladi, pa misli še metadalo, seveda, ne. In s tem on misli pač skočiti, prosti gor z stratosferskim balonom. En tak plus veliki balon, ki je v bistvu na plin, ne vem, na helij, zadevam, saj vodika na več pile v balone, ne, preč vznetljiv je. In on pač misli s tistim balonom gor pleteti in ta balon je res legenda balon, ker dejansko više, ko gre, bolj sem meni obliko, ne. Poglejte se mogoče, zihar vsa na YouTube jaki filmček. Jutro. Zihar vsa na YouTube jaki filmček, pač kak ta stratosferski balon spremeni obliko, ne, ker je res legenda balon. On ga pač misli, gor dvigne z kapsule, to misli on na 36 kilometrih, on skoči z kapsule, pa pač padeti proti tlem, pa 5 limit pred padalo, ne. Ampak film s tem, da je to ful nevarno, ne, res, zakaj nevarno. Prvo, dvigni ga pa z balonom, to ni panike, ne, ni panike. Tkanina balona je velika, mislim, da 1/100 milimetra, če se ne motim, če sem se to prav prebral, sem ful tanka, ne, ampak ni panike, to drži. Najbolj ga dvigni z raketo, če kje gledal, ne vem, 2-3 dni nazaj. Jaz sem sicer novice sem preletel, da sem točno, ki je bil rezultat, ampak neka vesoljska agencija, ne NASA, je pač spustila raketo v vesolje, pa eksplodiral motor, mislim, da je prežela raketa, ali pa ni, ne vem točno. Res pravim, da nisem sedel do konca novice, da ne vem, zakaj smo govorili za tem, če ne vem povedati, kaj se je zgodilo, ampak bomo ga vdigli, ne bo z raketo, ok? Zato rabijo lepo vreme, ne? Zato rabijo lepo vreme, še enkrat lepše povedati. In nevarnost, ki je to prvič, da on zgubi nezavest. Oziroma, zgubi zavest, torej da pade nezavest, ne. Zakaj, ker tudi če se je dalo avtomatsko odpre, ne, je zelo velika verjetnost, da tudi če se bo odprlo, mu ne bo nič pomagal in bo samo padel na zemljo, ne. Ubil se bo ostrice, če še nisem povedal, ne. Druga nevarnost je, da se začne sukati. Predstavljate si vrtavko, ki pada dol, pa se suče. Nerešljiva situacija, res.
to padalce vejo, da če te začne sukat, če se na pičo dol obrne, pa te začne sukat, se pečen. Če ne moraš ostaviti sukanja, ne moreš odpreti padala, ne, ker pač, če vete, padalci dejansko se v vodo ravno postavijo po padal, približno, no. Nisem padalec, ne vem za točno, ne. Po pa padalo odprejo, ne. Ne more ga na pično dol, ko pada z glavo na pično dol odpreti padala, ne, pač, ja. In torej, če se on začne sukati, je zelo verjetno mrtev, no, že. Tako da, so nevarnosti, kot si rekel, tudi zvočni zid bi lahko bil nevarnost, ampak bo je tako redek zrak na višini, mislim, ne vem, da je redek zrak, ampak tako hitro boš dosegel zvočni zid, da boš vedno ful redek zrak in ne bo problema glede zvočnega zida, ne. Zdaj pa da povem, kako sem jaz to gledal, ne. Na YouTubeu pišete freefall, Red Bull freefall jump, livestream ali kaj tajega, ne vem, nekaj v tem smislu. Jaz sem pač vam link dobil, ne, nisem srčal. Pa imate gor livestream včeraj, torej v torek, se začelo ob 7:30. Ob 8 je želo v bistvu svedlo, da bo že zdal na konec, ker so bili premočni vetri in balon ni mogel pač zleteti, stratosferski balon, ne, se ni mogel dvigniti. In so ga pač onega spravili ven skup kapsule. Potem sem jaz nehal gledati, tam načeloma bi se lahko zdaj po noči še enkrat probali, pa bi že oni skočil dol, pa je sploh ne bi vejal, pa vam zdaj bluzim nekaj, kar tak brez veze. Ampak mislim, da se ni zgodilo, ko so rekli, da bo naslednji dan probali, ne. Tako da spet danes, v sredo, verjetno bolj 8 spet, ker to meni, da je v Ameriki jutro, ne, ker nas je pol 8 zvečer. Še enkrat pogledajte na YouTubeu. Na YouTubeu je livestream kar dober, mislim, no, kaj kvaliteta, ne. Pa naj bi livestreamanje tudi dejanski pade, ne, med tem, ko bo padal, bo prenašal. Legenda. In to je pa res vse za danes, to mislim, da ful dolgi vlog, ne, oziroma 5 minut ali manj, je kao ime vlog, ampak mogo je tako 5 minut ali več, kot je rekel en gledalec. Pa ne vem za imena, oprosti, ampak vem, da je rekel 5 minut ali več, je rekel, ampak ne, 5 minut ali manj, ker to so moje ime. To je to. Čau, ba.